novih prostorov Slovenske ljudske stranke na Gospodinski 8 v Ljubljani ob 32-letnici naše stranke. Kot veste, danes mineva 32 let od ustanovitve Slovenske ljudske stranke, ki se je takrat 12. maja 1988 v Unionski dvorani v Ljubljani ustanovila kot Slovenska kmečka zveza, kot prva demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni v Sloveniji. Danes se spominjamo tudi nekaterih drugih obletnic iz časov zgodovinske Slovenske ljudske stranke in prve demokratične politične stranke po drugi svetovni vojni v Sloveniji. Mineva 20 let od združitve Slovenske ljudske stranke in slovenskih krščanskih demokratov in po tej združitvi je Slovenska ljudska stranka tudi formalno postala pravna in dejanska naslednica zgodovinske Slovenske ljudske stranke, katere temelji segajo v leto 1892, ko je bilo eno od dogodkov povezan z ustanavljanjem zgodovinske Slovenske ljudske stranke, torej ustanovljena je bila Katoliška narodna stranka. Danes se spominjamo tudi dogodkov iz leta 1990, torej v tem letu proslavljamo 30-letnico prvih demokratičnih volitev in plebiscita za samostojno Slovenijo. Na prvih demokratičnih volitvah 1990 je naša stranka skupaj v vseh treh zborih takratne skupščine dosegla daleč največje število predstavnikov. Prvi predsednik Ivan Oman je bil izvoljen za člana predsedstva Slovenije. Dr. Franc Zagožen je postal najprej vodstvo, potem pa predsednik poslanskega kluba Demos. Sam pa sem s 30 leti postal vodja največje poslanske skupine znotraj Demosa, ki je oblikoval osamosvojitveno vlado, torej vlado Lojzeta Peterleta, ki je tudi vodila postopke osamosvajanja Slovenije. Slovenska ljudska stranka je že hitro po ustanovitvi, torej na prvem taboru, ob prvi obletnici ustanovitve 12. maja 1989 v Vipovžah v Goriških brdih množično podpisovala Majniško deklaracijo, ki jo je 4 dni pred tem na množičnem zborovanju v podporo četverici JBTZ prebral pokojni pesnik Tone Pavček. V svojem delovanju je Slovenska ljudska stranka kot zgodovinsko najpomembnejša stranka z več kot 100-letno zgodovino dosegala vzpone in padce in bila je tudi nosilec ali udeleženec pri številnih pomembnih dogodkih. In tako kot smo ob prvem taboru Slovenske ljudske stranke v Goriških brdih pred 31 leti podpisovali Majniško deklaracijo, tako tudi danes ob 32-letnici Slovenske ljudske stranke napovedujem in vabim k zbiranju podpisov podpore za peticijo za ukinitev obvezne RTV naročnine in za nižji prispevek, ki ga vsak nameni mediju po svojem izboru, ter za enakopravno obravnavo različnih vrednotnih stališč v javnih medijih. Če na kratko preletim vsebino predlagane peticije, ki jo bo od danes večer oziroma jutri možno tudi podpisati in bo dosegljiva preko spleta.
Torej, podpisniki peticije na osnovi temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki jih zagotavlja Ustava Republike Slovenije, s podpisom te peticije zahtevamo. Prvič, da se sedanji obvezni prispevek za RTV Slovenijo v višini 12,75 € ukine in se ga nadomesti z nižjim medijskim prispevkom, katerega bodo vsi, ki imajo električni priključek, odslej lahko poljubno dodelili kateremukoli mediju, se pravi televiziji, radiju, tiskanemu ali elektronskemu mediju po svoji želji in presoji. Drugič, zahtevamo medijsko krajino, kjer bodo mediji predstavljali platformo za enakopravno soočenje konceptov ter zagotavljanje pluralnosti mnenj in ne platformo za politične diskvalifikacije in medijske umore. Tretjič, zahtevamo odgovorno uporabo medijske moči, ki krepi zaupanje v medije. Četrtič, zahtevamo, da bodo RTV storitve, ki bodo sledile deklariranemu poslanstvu, zagotavljale neodvisno, objektivno in resnicoljubno informiranje in izpolnjevale demokratične potrebe vseh prebivalcev. S to peticijo tudi zahtevamo izgon političnega aktivizma iz RTV Slovenija in ukinitev medijskih in oglaševalskih monopolov. Kot sami veste, je tako v preteklosti, kot tudi v najnovejšem času prišlo in prihaja do zelo grobih kršitev temeljnih človekovih pravic, ko gre za vprašanje medijskih umorov in drugih diskreditacij brez možnosti odgovora. In z podporo in soorganizacijo pri podpisovanju te peticije, katere nosilec je spletni medij Slovenec in inštitut dr. Antona Korošca, želimo s tem prispevati k takemu razvoju javnih medijev, da bodo lahko optimalno prispevali k razvoju demokratične družbe v Sloveniji. Ob današnji obletnici bi želel spomniti tudi še na nekatere druge poudarke, ki so obeležili dosedanje življenje in delovanje Slovenske ljudske stranke in tiste, s katerimi vstopamo v prihodnost, ki je pred nami. Jaz sem že ob ponovnem nastopu mesta predsednika stranke na tem povezovalnem kongresu v Novem mestu izpostavil temeljne vrednote, ki izhajajo še iz zgodovinske Slovenske ljudske stranke, ki jim je naša stranka zvesta. To so vrednote spoštovanja dostojanstva človeka, vrednote doma, družine, dela, lastnine in domovine. In ko govorimo o dostojanstvu človeka, posebno izpostavljamo spoštovanje človeškega življenja, od spočetja do naravne smrti. To je posebno prišlo do izraza v tem zadnjem obdobju, ko je v nekaterih državah po svetu in tudi pri nas nastal vtis, da ob spopadu s koronavirusom pravzaprav ljudje niso enakopravni in enakovredni, da so starejši ljudje kot ljudje drugega reda. Ustvarjal se je in se ustvarja marsikaj vtis, da je neposredna ali posredna, torej neka oblika evtanazije, lahko rešitev za reševanje nakopičenih problemov zaradi vedno bolj starajoče se populacije. V Slovenski ljudski stranki odločno zavračamo vsakršno možnost pristajanja na evtanazijo kot način, kako se nekdo lahko odloči, da prevzame to vlogo, ki jo ima lahko samo Bog, da odloči, kdaj bo neko življenje končano. Odločno nasprotujemo možnosti evtanazije.
in predvsem temu, da bi se starejši ljudje bali za svoje življenje, ko prihajajo ali v dom za starejših, ali v druge ustanove, ali ko se tako ali drugače ustvarja vtis nepotrebnosti in problemov, ki jih pač prinaša star človek v družbo, ki temelji samo na profitabilnosti, na učinkovitosti in tovrstni uspešnosti. V zadnjih dneh smo tudi priča in tednih hudemu zaostrovanju na ideološkem področju in političnem področju. Slovenska ljudska stranka, kot je znano, podpira delovanje sedanje vlade. Ocenjujemo, da zelo uspešno deluje pri borbi s koronavirusom in se uspešno sooča tudi z drugimi problemi. Verjamem, da je na nekaterih področjih potrebno več tega, kar imenujemo ZKP, zdrava kmečka pamet, torej več občutka za realnost, za reševanje konkretnih problemov, vendar v osnovi stvari gredo v pravi smeri. Ob tem pa smo priča izjemnemu zaostrovanju s strani nekaterih opozicijskih strank in posameznikov, ki je že davno prešel mejo normalnega političnega boja. Tu se ponovno vzpostavljajo ti konflikti, temelječi na preteklih delitvah med partizani in domobranci, med konzervativci in liberalci in tako naprej. In tako kot je tudi dr. Petrič v intervjuju pred dnevi izpostavil, ne vemo, kako se bodo stvari odvijale v prihodnje, kakšna gospodarska, socialna, zdravstvena kriza nas lahko še čaka. Zato je izjemno pomembno, da v morebitne še težje, bolj zaostrene razmere ne pridemo tako razklani oziroma tako nastrojeni drug proti drugemu, da bi lahko to pripeljalo v skrajnih razmerah tudi do morebitne ponovitve tega, kar se je v naši zgodovini že dogajalo, od državljanske vojne do drugih oblik grobega obračunavanja s političnimi nasprotniki. V Slovenski ljudski stranki ocenjujemo nekatere metode nekaterih posameznikov v opoziciji kot povsem nesprejemljive. Obenem si pa prizadevamo za to, da bi kot stranka, ki je bila vedno znana po iskanju skupnih točk, po graditvi mostov, po povezovanju, sodelovanju, da bi ponovno poiskali čim več teh točk, ki so možne, skupne, od vprašanja polpretekle zgodovine, kjer je stališče Slovenske ljudske stranke, da spoštujemo vse, ki so se borili proti nacizmu, fašizmu in komunizmu. In verjamemo, da samo skupaj, sinovi in vnuki partizanov, domobrancev, mobilizirancev, izgnancev in vseh drugih, lahko gradimo uspešno slovensko prihodnost. Prav tako se nam zdi pomembno, da se povežemo tako, da obstaja možnost sodelovanja sicer politično različno razmišljajočih posameznikov in strank, od desnih, desnosredinskih, sredinskih, levih in levosredinskih, da se pa izloči tiste, ki so neposredno škodljivi za Slovenijo in predstavljajo to jedro globoke države, vzporedne države, ki Sloveniji jemlje razvojne potenciale, možnost in se okorišča z sredstvi davkoplačevalcev in pošilja v brezup na 100.000 ljudi, ki bi sicer si lahko ustvarili dostojno življenje. Zdi se nam pomembno, da znamo ločiti med političnimi razlikami in da tu iščemo poti do komunikacije, do načina soočenja različnih pogledov, da se pa skušamo enotno upreti tistim, ki z svojimi interesi na področju javnih naročil in na drugih področjih sledijo svojim ciljem preko korupcijskih povezav in drugih načinov jemljejo potenciale, ki pripadajo slovenski državi in slovenskim davkoplačevalcem.
Posebno bi izpostavil še odnos do kmetov, kmetijstva in podeželja in do obrtnikov in podjetnikov. To je področje, to so ljudje, ki živijo in delajo, ustvarjajo zase in za družbo in za državo in za državni proračun na lastnih sredstvih, na svoji zasebni lastnini. Zelo pomembno je, da je prvič ta lastnina zaščitena, drugič, da je zaščitena pred prevelikimi davki, ki se postavljajo zato, ker tisti, ki se okoriščajo, onemogočajo normalni razvoj države in je potem pritisk na povečevanje davkov. Slovenska ljudska stranka se je vedno čutila in se tudi danes čuti posebno zavezana temu, da skuša narediti vse, kar je v naši moči, da bi slovensko podeželje postalo obdelano, poseljeno, da bi bilo najbolj, kolikor je mogoče, atraktivno tudi za mlade, da ostanejo na podeželju, da se lahko zagotovi polna samooskrba z lokalno pridelano hrano. Ravno izredne razmere kažejo, kako je pomembno, da v takih razmerah imamo čim večjo samooskrbo s hrano. Mi imamo vzpostavljene kakovostne predloge, pripravili smo tudi zakon za povečanje samooskrbe s hrano, ki pa ga žal doslej vladni zakonski predlogi v glavnem niso jih vključevali v svojo vsebino in upamo, da se bo to popravilo v prihodnosti. Ob tej priložnosti bi spomnil, da je ravno danes tudi 20-letnica ustanovitve Kmetijsko-gozdarske zbornice in se ob tej priložnosti še posebej zahvalil pokojnemu profesorju Francu Zagožnu, pokojnemu poslanskemu kolegu Francu Potočniku in nekdanjemu kmetijskemu ministru Cirilu Smerkolju, ki so najzaslužnejši, da je to najmočnejše zastopstvo kmetov in drugih lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov, da je bilo to v Sloveniji vzpostavljeno. Čaka nas pa zahtevna naloga, da se bo na tem, kot na nekaterih drugih področjih, se bodo stvari uredile tako, da bo to tudi v celoti služilo svojemu namenu. Toliko bi jaz v tem daljšem uvodu, zdaj pa če je še kakšno vprašanje tako v zvezi z obletnicami, ki se jih spominjamo, kot tudi v zvezi z aktualnimi temi političnimi in drugimi vprašanji, ki so aktualni v teh dneh. Prosim. Vidim, da imamo Lepo pozdravljeni. povezavo na težavo. Gospod predsednik, ne vem, se slišimo? Vidno seznavanje. Se slišimo. Lahko tukaj. Bojim se, da se ne slišimo. Če se slišimo... Postaviti nazaj to povezavo. Gospod predsednik, a se slišimo? Se slišimo? Jaz recimo slišim na drugi strani. Torej, če Enako. vprašanje bi morda še to dodal, da je Slovenska ljudska stranka danes trdno umeščena v slovenski prostor, smo najmočnejša stranka po številu županov, imamo tudi največ državnih svetnikov, 8 v 40-članskem državnem svetu. Z uspešnim poslancem Francijem Bogovičem smo ena od 5 strank, ki je prisotna v Evropskem parlamentu in po veljavni zakonodaji nam s tem pripada status parlamentarne stranke in trdno verjamem, da bomo po naslednjih parlamentarnih volitvah tudi ponovno postali močna, trdna parlamentarna stranka tudi v slovenskem parlamentu. In še to, 12. maj je pomemben dan in prvi predsednik Slovenske ljudske stranke, Ivan Oman, je večkrat tudi na našem zadnjem skupnem srečanju ob 30-letnici Slovenske ljudske stranke poudaril in izrazil tudi željo, da bi ta dan postal praznik slovenske demokracije. V Slovenski ljudski stranki danes že praznujemo ta praznik slovenske demokracije in želimo si, da bi ga čim prej praznovali kot praznik, državni praznik, tudi vsi državljani.
Gospod Podobnik, a se slišimo? Ja, prosim. Rok Frelih iz spletnega časopisa Slovenec. Eno vprašanje iz aktualne politike. Kako komentirate zaostreno stanje v zvezi z protivladnimi protesti, predvsem v smislu prenosa te tematike na evropski parket, tako strani vlade kot tudi opozicije? Ja, hvala za vprašanje. Torej, vsekakor si vsaka država, urejena država, želi, da se v dobrobit države in državljanov problemi razrešujejo znotraj lastne države, znotraj lastne družine. Zdaj, prav v teh dneh je prišlo do teh odzivov, različnih odzivov na prenos teh vsebin posebej na ta evropski nivo. Jaz bi tu posebej izpostavil, da je treba vedeti, kako se je stvar začela. Torej, del leve opozicije je neutemeljeno ožigosal v nekaterih priznanih evropskih medijih slovensko vlado in nosilno trenutno slovensko politiko za nedemokratične, da se poslužujejo nedemokratičnih metod, nedemokratičnih pritiskov in tako naprej. Jaz mislim, da je povsem logično, da je seveda treba v tem primeru bilo odgovoriti, ker sicer bi ljudje, tudi vplivni posamezniki iz tega evropskega in širšega prostora, ko bi prebrali v kredibilnih medijih te obtožbe, če ne bi bilo odgovorov, bi verjeli, da je to res. Empirično se da dokazati, da so to izmišljotine, da to ne drži, da je torej odgovori, ki jih je dal posebej zunanji minister in tudi nekateri drugi, da so pojasnili, da je šlo za grobo manipulacijo pri prenosu teh vsebin v zvezi z mediji, v zvezi z posegi vojske, v zvezi z sodstvom in tako naprej. Da so dejstva drugačna. In če zdaj vprašamo, kaj nam je storiti? Jaz mislim, da je pomembno, da se pove resnica. Vzporedno pa moramo narediti vse, kar je v naši moči, da se v prihodnje te teme, ne z ene, ne z druge strani, ne bi prenašale v evropski prostor, ampak da skušamo najti način, kakršenkoli že, lahko na različnih pobud, na različnih mestih, lahko pri predsedniku države, v parlamentu, pri predsedniku vlade ali kjerkoli, kjer bi lahko različni pogledi se soočali in bi se znotraj Slovenije in slovenskih institucij iskali pravi odgovori. Jaz moram tu povedati zelo odkrito, da menim, da je glavni razlog teh prenosov strani opozicije v tujino ta, da se panično in paranoično bojijo možnosti, da bo ta vlada skupaj s podporniki uspešna in da bo uspeh te vlade predstavljal tudi uspeh na naslednjih parlamentarnih volitvah, kar bi lahko pomenilo dolgotrajnejše obdobje stabilne, odgovorne politike, desnosredinske in levosredinske, kakršno sedaj predstavljajo trenutno vladajoče 4 parlamentarne stranke. Gospod Podobnik, najlepša hvala. Hvala lepa za vprašanje. Smo pa dobili še eno vprašanje gospoda Skledarja, ker se ne slišimo, na katere mejnike ste v SLS v zgodovini stranke najbolj ponosni. Torej, jaz, če rečem, osebno sem vsekakor tako sam, kot seveda tudi s svojimi sodobniki, najbolj ponosen na to, da smo sodelovali pri oblikovanju, pri ustanavljanju prve demokratične politične stranke po drugi svetovni vojni v Sloveniji, Slovenske kmečke zveze, torej naše stranke, ki se je takrat imenovala Slovenska kmečka zveza, da smo uspeli organizirati izjemno število ljudi v zelo kratkem času, preko 20,000 članov in izjemno močan krog, močno organizacijo po Sloveniji,
da smo sodelovali pri organizaciji in ustanavljanju drugih političnih strank, ki smo potem skupaj tvorili Demosovo večino v parlamentu, s katero smo tudi oblikovali Demosovo vlado, ki je vodila osamosvojitev Slovenije. Zelo rad se spominjam in s ponosom tudi zelo zahtevnih projektov, kot je bil recimo mlečni štrajk, če se ga spominjate, ko je bil protest zaradi cenovne politike pri mleku in nekaterih drugih kmetijskih proizvodih, kjer smo množično delili mleko meščanom po različnih delih Slovenije, ali pa najzahtevnejši tovrstni projekt, ko smo praktično blokirali Slovenijo večino glavnih mejnih prehodov zaradi popolne nezmožnosti, da bi prišli do ene rešitve na številnih drugih področjih cenovne in siceršnje kmetijske politike, ki je v obup vodila kmete, kmečke družine, pomemben del podeželja. Ko pomislim na te proteste, pomislim tudi na to, da danes, ko se soočamo z neodgovorno politiko, če gledamo, kaj se dogaja z odnosom recimo do zveri, ko so bolj zaščiteni kot ljudje, ki živijo na podeželju, ali pa ko se soočamo tudi z problemi kmetov, ki so recimo v času te krize se soočali s tem, da ne morejo prodati, ne vem, goveda, prašičev, nekaterih drugih svojih, se pravi, to, s čimer se ukvarjajo, s prirejo in z pridelavo, se mi zdi, da ne glede na to, katera je vlada, kakšna je vlada, bolj leva ali bolj desna ali bolj sredinska, če ni stranke, kakršna je Slovenska ljudska stranka, poleg tega, da je prisotna povsod drugod, na lokalni ravni, evropski ravni, v državnem svetu, če ni prisotna tudi v državnem zboru, je žal izkušnja, da takrat se podeželju praviloma ne piše dobro. Ko mi nismo imeli teže, se je tudi zgodilo, da se je začela velika centralizacija Slovenije, ukinila se je možnost, da bi župani bili hkrati tudi poslanci, s tem je bil vpliv lokalnih skupnosti, tudi podeželja, periferije, bistveno večji, bolj enakomerno so se delila tudi sredstva, prav tako pa, kot rečeno, ko govorimo recimo o samooskrbi s hrano, to ni le interes teh nekaj procentov kmetov in teh, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane, ampak tudi interes vseh ostalih 95% ljudi, ki so potrošniki, katerih velik interes je, da če pride do hude krize, da se zaprejo vse meje, da bomo takrat imeli tako organizirano to pridelavo in samooskrbo, da bomo lahko povsem mirni, vsaj kar se tiče prehranske varnosti. Če ni dodatnih vprašanj, bi se vam zahvalil za to sodelovanje na tej novinarski konferenci o 32-letnici Slovenske ljudske stranke. Sedaj ob 16. uri bi se morali začeti ta slavnostni današnji del. Zaradi določenih tehničnih težav se bo začetek tega tudi zato nevšečnost opravičujemo. Vsekakor smo pa tako sam kot kolegi smo na razpolago za kakršnokoli vprašanja povezana z tehničnih. Prav, srečno. Hvala lepa in srečno. Hvala, srečno.